Najbolji navijevče da ja se pojdu smutara vojne. Ako neću neto cigarni. Se lo quieres como? Koja še enkrat preverjam, se že nekakšen menik se je prijavil.
Ja, več pa ne, ja. V redu? Ok, ja, živo. No, vidiš, 100 na uro gremo naprej. Se več pa ne smeši. Ja. So ja, ich sag nur ganz schnell guten Morgen und herzlich willkommen. Müssen wir nur laut schreien, dass alle hören. So, guten Morgen und herzlich willkommen in St. Lambrecht. Dobro jutro in prisrčno pozdravljeni v Svetem Lambrechtu. Wir werden jetzt in den Kreuzgang in Stift hineingehen und wir werden Ihnen da einen Kaffee und ein bisschen einen Kuchen zur Stärkung geben und dann gehen wir zur Heiligen Messe in die Kirche. Najprej se bomo zbrali tukaj na križnem hodniku, malo postrežbe skromne, potem pa sledi maša v cerkvi. Und von der Zeit her, glaube ich, eine halbe Stunde sollten wir in der Kirche sein. Se pravi, po nekako polurnem
postanku, tukaj naj bi se zbrali v cerkvi. Passt. Und alles Weitere passiert dann in der Kirche. Vse drugo se nadaljuje v cerkvi naprej. No, samo da predstavim, to je gospod župan Klambrek, ta gospod Johan Piraš. Gospod pater Benedikt je prior samostana. Tukaj nas je danes sprejel, potem prije pa še gospod župnik, pater Štefan, ki bo tudi somaševal tukaj z našima duhovnikoma, gospodom župnikom Svetetom in pa profesor doktorjem Bogdanom Dolencom, ki se nam je danes pridružil in bo tudi pomagal vsaj pri tem prvem delu današnjega programa biti z nami in tudi kakšno stvar prevesti, če bo treba. Lep pozdrav. Zdaj pa na kavo. Povabljeni.
Das ist ja ganz über den Flugplatz. Ja, na Brnik. Ja. Ja. Von hier nach Fuße. Hast du schon einen Kaffee getrunken? Bratje, dragi gospod župan, prisrčen pozdrav vsem navzočim, ki ste zbrani tukaj v cerkvi svetega Lamberta. Freue mich, dass Sie sich auf den Weg gemacht haben, hierher zu uns, da wir schon zweimal bei Ihnen gewesen sind. Einmal als Gemeindeausflug, einmal als Musikverein. Veseli nas, da vas lahko tukaj pozdravimo, da ste nas obiskali in s tem veliki obisk, naš dvojni obisk pri vas, ko smo bili prvič v imenu občine, drugič pa glasbena soprina. Freue mich, dass es so etwas gibt, wie ein Zusammenwachsen. Man fragt sich ja heute immer wieder, was eigentlich Europa ist. Und Jacques Delors hat gesagt, Europa eine Seele geben. Was geben wir als Christen Europa? Veseli nas, da sodelujemo med seboj. In danes razmišljamo, kaj lahko mi kristjani prispevamo k tej Evropi, k temu medsebojnemu sodelovanju. Te dni je bilo rečeno, novič, Evropa mora imeti tudi svojo dušo. Und deshalb ist es schön, dass wir heute vor allem viel Freude der Begegnung mit uns hier und dann wieder ein gutes Haus haben. Zato je lepo, da smo zbrani tudi pri oltarju, pri molitvi, pri maši in želim vam, da bi se dobro počutili v naši sredi, da bi lepo preživeli ta dan in se varno vrnili domov. Dragi bratje in sestre, začenjamo v tem sončnem dopoldnevu, v tej čudoviti cerkvi, ki je posvečena škofu svetemu Lambertu, sredi benediktinske opatije,
začenjamo to naše praznovanje in srečanje. Naj bo blagoslovljeno s to mašo, z našo molitvijo. Naj prinese današnji dan veliko lepih srečanj in novih poznanstev. Molili bomo tudi za našo domovino, ki danes praznuje svoj praznik, in se veselili, da lahko pokončno stopamo v isto vrsto z drugimi narodi Evrope in z njimi sklepamo sodelovanje in partnerstvo. Izročimo vse naše misli in namene vsemogočnemu Bogu, priznajmo svoje grehe in obžalujmo, da bomo vredno obhajali sveto daritev. Berilo iz knjige Pregovorov. Moj sin, ako sprejmeš moje besede in pri sebi ohranjaš moje zapovedi, tako da tvoje uho posluša modrost, svoje srce nagneš k razumnosti, da daš razumnosti svoj glas, ako pokličeš razsodnost. Ako jo iščeš kakor srebro in jo zasleduješ kakor zaklade, tedaj boš razumel Gospodov strah in boš dosegal spoznanje Boga. Zakaj Gospod daje modrost, iz njegovih ust prihaja spoznanje in razumnost. Odkritosrčnost ohranja pomoč, je ščit tem, ki hodijo nedolžni, varuje steze pravice in čuva pota svojih svetih. Tedaj boš spoznal pravičnost, pravico in poštenost, sleherno dobro stezo. To je Božja beseda. Gospod je moja luč in moja rešitev. Gospod je moja luč in moja rešitev. Tudi mi smo danes ne le gostje, ampak smo nekako tudi Romani. To je naše dolgo izročilo. Že oddavno so naši predniki radi romali, ne toliko morda v sveto deželo, ampak bolj v Rim, nekateri tudi v Kompostelo, na Španskem, pa sem gor v Avstrijo, tvoje Prešeren. Vsako romanje pa je obenem pot vase, pot v lastno globino in hkrati pot v višino, kjer se človeku odpre razgled. Tudi tukaj smo visoko, več kot 1000 metrov nad morsko gladino. Tako nas romarski kraj že sam po sebi nekako dvigne nad naše človeško povprečje, nad tisto sivo vsakdanjostjo in nam odpre pogled in razširi obzorja. Roman, ko je prišel na cilj, v cerkev in prestopil prag, se je pred njim odprl pogled, ki je bil zares nebeški. Naši zlati oltari, predvsem baročni oltari, ki so polni svetnikov, v središču pa tabernakel, je podoba nebes, je podoba tistega cilja, proti kateremu vsi mi romamo. Na romanju človek srečuje Boga, gre v svojo notranjost in išče odgovore na svoje zadnje vprašanje. Razmišlja o tem, da je tudi naše življenje romanje, da je cilj, da ima cilj pred seboj, da nismo ljudje brezmotni, ampak imamo pred sabo neki namen in cilj. Ni pot sam sebi namen, kot danes strani pravijo. Človek je nekam namenjen. Na romanju srečujemo Boga, srečujemo sami sebe, pa srečujemo tudi drugega. Za vas, dragi
Je to danes tudi srečanje dveh občin, je dan za sklepanje bratstva, partnerstva in sodelovanja. In prav je, da se srečujemo med seboj tudi onkraj meja. Prav kot mi Slovenci, ki danes praznujemo praznik državnosti, se zavedamo, kako se lahko danes drugače srečujemo, zato ker imamo svojo državo in smo na njo ponosni in za njo danes tudi molimo. Ljubimo svojo domovino, a hkrati spoštujemo sosede. Ljubimo domovino brez nacionalizma. Odpiramo se navzven, prav zato, ker vemo, kdo smo. Ker vemo za svojo zgodovino, v kateri nismo nikoli ogrožali svojih sosedov. In zato smo na njo lahko ponosni. Zato v sveti prosimo po svoje te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda in Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: Vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: Vzemite in pijte iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva na odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Glejte, to je javni moče, ki odjemne grehe sveta. Besonders herzlich begrüße ich euren Pfarrer, den Herrn Professor, den Herrn Bürgermeister, die Damen und Herren des Gemeinderates und der Gemeindeverwaltung. Poseben pozdrav duhovnikom, županu in vsem, ki ste tukaj iz občinskih oblasti. Als mir der Herr Bürgermeister gesagt hat, ob er mit einigen Leuten kommen kann, einen Ausflug nach St. Lambrecht, habe ich spontan zugesagt. Ich muss dann aber sagen, ich war schon sehr überrascht, als es über 300 Leute waren und darum freuen wir uns. Ko smo se pogovarjali z županom in je bilo najavljeno, ta obisk sem se tega zelo veselil, še bolj pa sem presenečen, da vas je kar 300 prišlo semkaj. Srčno dobrodošli. St. Lambrecht ist die höchstgelegene Marktgemeinde der Steiermark. Wir liegen auf einer Seehöhe von 1072 Metern und Sie können sich vorstellen, dass es bei uns im Winter oft sehr kalt ist.
Smo na višini 1072 metrov nadmorske višine. Lahko si predstavljate, da je pozimi tukaj precej hladno, tako da smo mi najvišje ležeči trg na Štajerskem. Geprägt wird unser Ort, aber auch die ganze Gegend vom über 900 Jahre alten Benediktinerstift. Das wird Ihnen dann aber unser Pater Prior, der Pater Benedikt, näher bringen. Našo zgodovino in naš kraj zaznamuje ta samostan, ki je tukaj stoji, in njegova 900-letna zgodovina. O tem nam bo seveda opat kaj več povedal. Die Wirtschaft wird sehr stark geprägt vom bäuerlichen Bereich. Wir haben sehr viel Landwirtschaft und mit einigen von Ihnen werden wir ja am Nachmittag zu einem Bauernhof gehen. Gospodarstvo je tu pretežno seveda usmerjeno v kmetijsko dejavnost in z nekaterimi predstavniki te panoge se bomo popoldne tudi srečali. Wir haben auch einige kleinere Gewerbebetriebe und als größten unserer Betriebe haben wir die einzige Dynamitfabrik in Österreich, wo zivile Sprengstoffe erzeugt werden. Poleg tega pa je tudi nekaj male obrti, nekaj posebnega pa je, da imamo tudi tovarno dinamita, seveda za civilne namene. Und es war schlussendlich auch die Kontakte dieser Dynamitfabrik nach Slowenien und nach Kroatien, die den Kontakt zwischen den Bürgermeistern von Lukovica und St. Lambrecht überhaupt ermöglicht haben. No, ravno prek te tovarne dinamita pa so se tudi začeli naši stiki tako z Lukovico v Sloveniji, kot tudi z nekimi hrvaškimi kraji. Ich erinnere mich noch sehr gut an einen Anruf von Herrn Zehrer, der mich gebeten hat, ob er bei einem seiner Besuche in St. Lambrecht einmal den Bürgermeister mitnehmen kann. Und so hat diese Beziehung zwischen Lukovica und St. Lambrecht begonnen. No, spominjam se, da je gospod Cerar me poklical in vprašal nekoč, če lahko pripelje tudi župana sem na ogled, in tako so se stkali prvi stiki med Lukovico in Svetim Lambrechtom. In den letzten Jahren geht St. Lambrecht immer mehr den Weg in Richtung Tourismus. Wir haben ein Skigebiet im Winter, wir haben aber auch mit unseren umliegenden Seen, mit einem Schwimmbad, mit einer Sommerrodelbahn ein sehr gutes Angebot im Sommer. Und wie Sie auch gesehen haben, wir leben in einer Gegend, in der sehr viel Natur und noch intakte Natur. Es ist bei uns die Umwelt noch so ziemlich in Ordnung und das ist auch für unsere Gäste gut. No, v zadnje čase se vedno bolj usmerjamo v turizem. Tu v okolici so smučarski kraji, seveda tudi za poletne goste poskrbimo, v okolici je nekaj jezer, tu je tudi sankarišče, kopališče in na ta način smo veseli gostov iz vseh krajev Evrope in turizem je seveda tudi panoga, ki prinaša tudi več življenja. Der heutige Tag und Ihr Besuch, wir haben uns bemüht, dass wir Ihnen einen großen Teil unseres kleinen Ortes, der 1700 Einwohner hat, zeigen. Wir möchten Ihnen aber auch am Nachmittag ein bisschen Gelegenheit geben, dass Sie auch ein wenig spazieren gehen können oder in einem unserer Kaffeehäuser gemütlich niedersitzen, einen Kaffee trinken oder ein Eis genießen. Današnji dan smo si tako zamislili, da ga preživimo skupaj, da si ogledate naš kraj, tukajšnji samostan seveda, popoldne pa se sprehodite po kraju, posedite pred kakšno kavarno. Torej, odnesite lepe vtise iz našega kraja, poveselite se tukaj, dobro se imejte v naši sredi in še enkrat dobrodošli. Zdaj ste videli,
kjer ljudje ne moremo, dinamit pripomore. In tako smo skupaj z dinamitom. Zdaj jaz bi samo seveda pozdravil gospoda priorja Benedikta, potem pa gospoda župana Johana Pirarja, ki so nas tako lepo sprejeli tukaj. Mislim, da smo del programa že doživeli. Drugi del programa seveda se bo zdaj odvijal. Malo bo treba včasih tudi improvizirati, včasih malo znajdeti, pa potrpeti, ker nas je veliko, ker je težko vsakega posebej voditi, ampak vendarle malo boste se mogli najdeti. Vodiče na avtobusih poznate, oziroma prevajalce, nanje se obrnete, če kaj ne boste razumeli, pa potem na tistega, ki je glavni na avtobusu, da bo tudi povedal, kam in kako se obrnete. Zdaj bo gospod prior povedal nekaj o zgodovini samostana. En del skupine seveda se bo obdržal tukaj in si bo ogledal samostan, drugi del skupine pa bo potem odšel si ogledati kraj. Tako kot smo rekli, tam bo tudi možnost za srečanje s posameznimi društvi, tako se boste lahko spoznali gasilci, lovci, pevci in tako naprej. En del zdajle, en del potem popoldne. Torej ob pol enih je treba biti zbran pred vhodom v samostan, tam, kjer smo poskakali iz avtobusov, da bomo šli potem seveda v tista 3 gostišča na začetku trga na kosilo. Vsak ve, verjetno so vam na avtobusu povedali, kjera skupina je in kam potem tudi gre. Potem ob 2 je nogometna tekma na njihovem novem fuzbalplacu, kjer se bomo seveda srečali in se pomerali z našo izbrano reprezentanco iz Lukovice, ki ima prvo mednarodno tekmo in že takoj tudi 300 svojih navijačev s sabo, tako da bo to zelo lepa tekma lahko. To se nas zgodi to državni reprezentanci včasih. Potem seveda v tem času pa bo v istem času odšla tudi verjetno 2 skupine, ena na Grebence. Grebence je slovansko ime, slovensko ime, hrib nad Canklamrehtom, kjer bo se seveda možno ogledati planinsko kočo, do kamor so potegnili tudi kanalizacijo in vodovod, česar mi nikoli ne bomo zmogli, ampak tle je to uspel, celo gor na 1700-1800 metrov. Druga skupina bo pa šla seveda, predlaga predvsem tisti, ki se tako kot jaz ukvarjate bolj s kmetijstvom, saj za hobi, da greste se ogledati tudi, kako tukaj živijo kmetije. Se pravi, en avtobus gre ob 14 na kmetijo in potem tudi, ako bo čas, naprej na to planinsko kočo. Ob 4 nekje se pa potem dobimo spet na trgu, kjer se boste lahko malo razklopili, malo bomo pa pokazali, kaj znamo, kaj predstavljamo. Ob 5 bomo imeli pa to skupno srečanje, proslavo, kjer bi se tudi kulturno predstavili mi in pa naši gostitelji. Potem pa seveda, ko boste utrujeni, boste lahko šli počasi domov. Tako da to je nekak naš program, držite se pa svojih vodičev, ki vam bodo stvari povedali naprej in tudi prevajo zadevo. Tako, zdaj pa gospod prior predstavil samostan. Auch ich möchte Sie im Namen von Abt und Mitbrüdern zusammen mit Ihren Bürgermeistern und den geistlichen Anführern dieser Fahrt, den Herrn Professor und den Herrn Pfarrer, recht herzlich willkommen heißen. Tudi z moje strani prisrčen pozdrav vam vsem v imenu tega samostana kot opat, kot prior. Meine Aufgabe ist es jetzt einmal, Ihnen einen kurzen Überblick über die Geschichte, die 900-jährige Geschichte unseres Klosters zu geben, bevor Sie dann auf den einzelnen Gruppen verteilt verschiedene Lamprechter Dinge besichtigen können. Preden boste torej si ogledali kraj, naj vam na kratko nakažem 900-letno zgodovino tega samostana. Unser Haus ist eine Gründung der Kärntner Herzogsfamilie der Eppensteiner, deren Wirkungsbereich nicht nur heutige Steiermark und Kärnten, sondern auch Friaul bis hinunter nach Venedig umfasst hat. Und zwar vor dem Jahr 1076, dem Todesjahr von Marquard von Eppenstein, hat hier das klösterliche Leben begonnen. Torej, samostansko življenje se je tukaj začelo v 11. stoletju, 1076, in sicer so ustanovitelji vojvodi, koroški vojvodi Eppensteini, ki so ustanovili tudi nekatera druge samostane, torej Stiftunge, ustanove. Der Gang durch die 900-jährige Geschichte war sehr abwechslungsreich. Es gab Blütenzeiten zur Zeit der Romanik, der Gotik, auch der Barockzeit, wo vor allem vor Gotik und Barockzeit noch viele Baudenkmale erhalten sind. Es gab auch schwere Krisen und Prüfungen
In der Reformationszeit war es nicht sehr einfach für ein klösterliches Leben. Dann gab es zwei große Einschnitte. Die Aufhebung des Klosters unter Josef II. Der Konvent kommt ja 1786, der Konvent kommt ja aber nach 16 Jahren, 1802 wieder zurück. Kaiser Franz II. Hat das Kloster wieder errichtet. Torej, zgodovina samostana je precej razgibana in pisana in pozna tako visoke točke uspehe, cvetoča razdobja, zlasti čas romanike, gotike in baroka, pa tudi težka obdobja, to se pravi čas reformacije in zlasti čas pod Jožefom II., ko je bil 1782 ali 76 samostan ukinjen in je bil po 16 letih vendarle obnovljen leta 1802, se mi zdi. In der jüngeren Vergangenheit wurde das Kloster zur NS-Zeit enteignet, und zwar als erstes der österreichischen Stifte überhaupt. Sowohl während der josephinischen Aufhebung als wie auch während der Beschlagnahme in der NS-Zeit war der Sitz des Konventes, soweit sie nicht auf Pfaden als Seelsorger gearbeitet haben, in Mariazell, der berühmten Gründung von St. Lambrecht. Torej, poleg tega je tudi v času nacizma bilo bivanje tukaj oziroma delo samostana ustavljeno. Samostan je bil nekako razlaščen in takrat so se menihi preselili v Mariazell, to je pravi romansko središče, ki je bilo odtod tudi ustanovljeno nekoč. Momentan sind wir eine kleine, aber ich hoffe, smo bolj majhna skupnost, 14 patrov nas je tukaj, ampak imamo zelo raznovrstne dejavnosti, poleg teh pastoralnih in duhovnih, seveda tudi na kulturno-umetnostnem področju in tudi v gospodarskem področju in tako tesno sodelujemo s krajevno skupnostjo, z občino. Wenn auch die Gründer die Absicht gehabt hatten, ein Kloster, ki so ustanavljali v 11. stoletju ta samostan, želeli, da bi bil odmaknjen od sveta, je vendarle danes sredi življenja in tudi ta cerkev ima svoje pastoralno poslanstvo. Poleg tega je tu okoli več drugih cerkva iz časa gotike in romanike, ena lepa okrogla cerkev, tako da smo razvili bogato tudi kulturno dejavnost. So sind wir hier in der Stiftskirche, die zwischen 1300 Smo v cerkvi, ki je seveda iz časa gotike, 14.-15. stoletje, kasneje barokizirana in je seveda tako velika, dolga 70 metrov, ker je zraven tudi zelo velik samostan in zaradi velike skupnosti, kot je bila nekoč samostanska skupnost, sedaj pa župnijska skupnost najde tu svoje mesto. Aus der Zeit des Mittelalters sehen Sie V cerkvi imate torej nekaj fresk iz časa romanike in gotike, zelo starodavne. Potem je tu nek tako imenovani postni prt, tudi starejšega datuma, sicer pa je potem večina iz časa baroka. Die Kirche und unser Kloster ist dem heiligen Lambert. Rečena svetemu Lambertu ali Lamprechtu, on je bil škof v Maastrichtu, na današnjem Nizozemskem, in v Liežu, Lütichu, v Belgiji je bil nekako hišni škof ali duhovnik te vojvodske družine Eppensteinov. Die Künstler, die in der Barockzeit hier gearbeitet haben, waren Nekaj imen umetnikov iz časa baroka, bodisi slikarjev kot kiparjev, ki so v 17. stoletju tukaj izdelovali oltarje in kipe in slike. Das älteste barocke Stück ist unser Hochaltar. Starejši baročni izdelek ali umetnostna stvaritev je glavni oltar, tudi iz 17. stoletja, je torej iz štuka, torej iz marmor, ki je gips, marmorne oblike. Die jüngsten Barockstücke sind diese kleine Seitenkapelle mit einer... Tu imamo tudi baročni oltar, ki prinaša podobo Mariacelske Božje matere
in spominja na to dejstvo, da je bila ta Božja pot v Marijinem Celju ustanovljena od tukaj in še vedno jo mi nekako oskrbujemo. Auch ein jüngeres barockes Stück ist die Certinat nach der Regel des Heiligen Vaters Benedikt leben. Tudi prižnica je iz baročnega časa, malo kasnejša, zelo lepa. Sveti Benedikt je tu prikazan in nekako alegorije, simboli vseh 4 zemeljskih celin ali smeri sveta, kar označuje, da je pač naš red poslan po vsem svetu, da oznanja evangelij. So danke ich Ihnen einmal vorläufig für die Aufmerksamkeit zur Peterskirche und den Kaisersaal. Warten hier in der Kirche, die anderen werden dann angesagt, wo sie hingehen müssen. Zahvaljujem se vam za pozornost in zdaj sledi razdelitev po skupinah. Tisti, ki želite z menoj obiskati še cerkev svetega Petra in ta cesarsko sobo, ostanite tukaj. Opat se lepo zahvaljuje za vašo pozornost in želi prijetno bivanje v tem kraju.
I oni to ne mogu dopustiti. Čekajte Luka. Liebe Finale. Neće prije pola 5 igrati.
Dajte se stave. Bravo, selekcija! Bravo, selekcija! Bravo. Bravo. Ej, selektor! Wir nehmen 2 oder 3. Ja, bitte schön. 2.
Mit einer Festfanfare unserer Musikkapelle grüßen wir herzlich unsere slowenischen Gäste aus Lukovica. Spoštovane dame in gospodje, slavnostno fanfaro pozdravljamo naše goste iz občine Lukovica. Ich habe heute am Vormittag schon in der Kirche gesagt, wie unsere Beziehung begonnen hat, durch einen Herrn aus Lukovica, Herrn Zera, der Verbindungen zu unserer Dynamitfabrik hatte, hat es das erste Treffen mit dem Bürgermeister Mate Kotnik gegeben und aus diesem Treffen ist dieser heutige Ausflug geworden. Und ich begrüße recht herzlich den Herrn Bürgermeister Mate Kotnik mit seiner Gemeindevertretung und der Gemeindeverwaltung. Danes dopoldne sem že v cerkvi povedal, kako je nastala zveza med občino Lukovica in Sankt Lambrechtom, in sicer preko gospoda Cerarja, ki je imel povezave v tovarni dinamita, in tako je prišel v Sankt Lambrecht tudi gospod župan Matej Kotnik in župan Sankt Lambrechta lepo pozdravlja gospoda Kotnika in pa vas, ki ste prišli v njegovo občino. Ebenfalls habe ich bereits in der Kirche schon gesagt, dass wir sehr, sehr überrascht waren, dass über 300 Leute aus Lukovica gekommen sind. Wir freuen uns. Pa gospod župan izraža presenečenje za takšno zanimanje z občine Lukovica, da se je iz leta udeležilo preko 300 ljudi in vas še enkrat toplo pozdravlja. Eine Partnerschaft oder eine Zusammenarbeit zwischen zwei Gemeinden aus zwei verschiedenen Ländern kann nicht funktionieren, wenn nur die Bürgermeister es wollen. Es kann nur funktionieren, wenn die Gemeindevertretung dahinter steht und wenn die Bevölkerung dahinter steht. Und so haben wir heute versucht, unseren Gästen aus Lukovica, St. Lambrecht etwas näher zu bringen und einige Besonderheiten, einen Bauernhof, einige waren auf der Krevenzen, zu zeigen, damit sie einen Einblick bekommen, in welcher Gegend wir leben und wie wir leben. Seveda pa takšno sodelovanje in skupno delo ne mora potekati le na ravni županov, ampak morajo pri tem sodelovati tudi občani, prebivalci. In s tem izletom v Sankt Lambrecht, nekateri ste si ogledali tudi Grebencen, turistično kmetijo, obiskali ste nogometno tekmo, s takimi dogodki lahko ljudi povežemo in s tem lahko naredimo veliko dobrega. Ich muss aber dazu sagen, der Schiedsrichter war auch ein Slowene. Gospod župan je poudaril, da so se kot gostitelji izkazali tudi na nogometnem igrišču, ko so, kot je rekel, pustili gostujoče moštvo, da je zmagalo. In pravi, da je bil sodnik tudi Slovenec. Ja, ich denke, wir werden auch jetzt die letzten Stunden uns vom Wetter nicht vermiesen lassen. Es ist an sich ein schöner Tag gewesen und gerade in einer Gegend wie bei uns, die so viel Landwirtschaft hat, brauchen wir natürlich auch den Regen. Jetzt hoffen wir, dass es nicht sehr viel regnet und dass wir gemütlich die nächsten Stunden bis zu ihrer Abfahrt hier bei uns am Marktplatz verbringen können. Noch einmal herzlich willkommen in St. Lambrecht. Gospod župan upa, da bomo te preostanek časa, ki ga bomo še prebili v Sankt Lambrechtu, lahko prebili na tem trgu, kajti preganja naš dež. Pravi pa, da področje Sankt Lambrechta tudi potrebuje dež, kajti kmetijstvo, vemo, da je za kmetijstvo zelo pomemben dež. Še enkrat vas lepo pozdravlja in vam želi, da bi se imeli lepo. Und herzlichen Dank meiner tollen Dolmetscherin. In najlepša hvala moji prevajalki.
Dragi prijatelji, spoštovani kolega župan Johan Pirar, spoštovani gostje, dragi domačini, dragi moji Lukovčani, dragi Sanktlambrechčani, dragi štajerski prijatelji. Danes Slovenci praznujemo praznik, ob katerem se spominjamo dne, ko smo vstopili v našo samostojnost in smo postali država. V tistih junajskih dneh smo se pravilno odločili, dokaz temu je tudi današnji dan. Gospode, želo jaz misli imam, nikdar je visoko, došči slat ne znam. Zatorej resnično povem, zatorej resnično povem. Slovenski deželi enake ne vim, slovenski deželi enake ne vim. Die Gurke rollt zu, Oberstdeutscher hat der Herzl, lasst mal selber kaum. Hollari, 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 di hollari, di hollari, Oberstdeutscher hat der Herzl, lasst mal selber kaum. Was Tschernert, was Ebido auf, ich bleib nicht allein, ich such mal Anspann, ich such mal den das wird mit mir gern, wird mir miteinander, an Fenster anstellen. Ridi, holla, di, ist gestrickt und gewartet an Jahr. Moj Triglav, moj dom, kako si krasan, kako me izvabljaš iz nizkih ravan.
poletni vročini na strme vrhe, da tam si spočije v samoti srce. Kjer potok izvira v skalovju hladan, oj Triglav moj dom, kako si krasan. Oj Triglav moj dom, oj Triglav moj dom, oj Triglav moj dom, kako si krasan, kako si krasan. Oj Triglav, spominu mi je tvoj čar, zato pa te ljubim in bom te vsegdaj. I zadnja ko ura odbila mi bo, pod tvojim obzorjem naj spava telo. Jer polički radostno naznanjajo dan, oj Triglav moj dom, kako si krasan. Oj Triglav moj dom, oj Triglav moj dom, oj Triglav moj dom, kako si krasan, kako si krasan. Oj Triglav moj dom, oj Triglav moj dom, oj Triglav moj dom, kako si krasan, kako si krasan. Zdaj bi še rad v zahvalo za današnji lepi dogodek podelil tudi eno skromno darilo, priložnostno darilo gospodu Priorju, ki nas je tako ljubezljivo sprejel v Opatijo, kjer smo lahko zjutraj doživeli lepe trenutke našega srečanja. Und jetzt möchte ich mich auch beim Herrn Prion bedanken, der uns heute Morgen sehr freundlich begrüßt hat. To je knjiga o Jožetu Plečniku in njegovih mojstrovinah cerkvene opreme. Ich möchte Herrn Prion den Buch übergeben über Jože Plečnik. Prav tako bi rad gospodu župniku Patru Štefanu podelil isto darilo, zahvalo za današnje sodelovanje in prijaznost. Denselben Geschenk möchte ich auch Pater Stefan übergeben, der auch sehr freundlich uns begrüßt hat. In seveda, da župan ne bo dobival samo daril za občino, bom dal isto darilo tudi za njega samega, tako da bo lahko to shranil tudi v svojo knjižnico v spomin na današnji lep dan. Kljub temu seveda, da dežuje, jaz mislim, da smo Lukovčani trde kože, da nas ne premaknejo stvari. In spomnite se, celo ameriški predsednik je prišel v Ljubljano, je bil čist premočen, ampak je zdržal. In če Lukovčani nas zdržimo, pa tudi nismo nič. Mislim, da smo zdržali in da smo kljub temu doživeli res lep dan tukaj v Avstriji, tukaj na Štajerskem, in da se bomo še radi vračali in upam tudi, da boste vsa društva, ki ste sklenila ali pa še boste prijateljstva, ta tudi ohranjala in da se bomo drugoletno potrudili, da bomo to prijaznost tudi vrnili. Selben Geschenk möchte Herr Bürgermeister Gutnik auch zum St. Lambrecht Bürgermeister übergeben und er hofft, dass der Wetter euch nicht in schlechte Laune gebracht hat und dass dieses Ereignis auch zum nächsten Ereignis führen wird. Danke dir. Bist du fertig? Ja. Es ist zum Schluss vom Regen und vom Wetter geredet worden und ich glaube, Regen ist etwas, was gut ist fürs Wachsen. Und der Beginn unserer Partnerschaft bei Regen ist wahrscheinlich deswegen, damit diese Partnerschaft gut wächst.
gospod župan je rekel, da konec koncev je ta dež dober, kajti vse živa bitja, rastline recimo potrebujejo za rast tudi vodo in upa, da bo ta dež vplival tudi na to, da bo prijateljstvo med Sankt Lambrechtom in Lukovico raslo tako uspešno še naprej. Da se izkursade naprem našega društva za lep spomin pa za sodelovanje. Mi prirejamo drugo leto mednarodno kmečko olimpijado. Santerpleni nas združuje. Fußballspiel zustande gekommen ist? Da tak normalna igra ne bi prišla no iz tega vse skupaj, no. Ja, ja. Der Bürgermeister hat schon gesagt, wir waren gastfreundlich. Der predsednik občine je rekel, mi smo bili gostoljubni, ne? Ja. Und so was pustili dem 1:0. Ja. Ja. Wir freuen uns, wenn wir runterkommen, dass wir das unten wieder ein Spiel machen. Mi se veselimo, da dol pridemo k vam, pa napravimo revanš, en dobro igro in upamo, da bomo mi tistokrat 1:0 mi te prvi, ne vi, ne? Ja, ja. Ne morate še ven povedati. Se zahvaljujemo za gostoljubje. Ja. Za korektno igro in fair. Ja. Vi bedanken se für Gastfreundschaft, für faire Spiel. In v priložnosti, upam, da že drugo leto. Vielleicht kommen nächstes Jahr wieder. Jih vabimo dol na revanš. Ja, nächstes Jahr möchten wir uns einladen für Revanche. Ja. Da to
prijateljsko sožitek smo ga začeli, gojemo naprej v neskončno. Ja, wir haben als Freude angefangen und wir wollen es auch mit Freude aufhören. Hvala za igro. Ja. Super. Dankeschön. Danke, alles Gute. Hvala. Bravo! Ne počakaj, da bomo kozarček pira spili skupaj. Ja. Kam bomo podali to? Občina. Za našo družbo ni, živijo, živijo, oj, živijo na svet. Stara alba mlada, Sakarina, Fantarata, živijo, oj, živijo, oj, živijo na svet. To ni da si ga dal.